Kaj to pomeni? Zelo močen motor, zelo lahkem avtomobilu, to je bilo noro. No, tako folk, jaz mislim, da smo s Civicom zaključili. Verjamem, da se bo usul komentarjev na obliko. Ta avto, ki ga bom pa danes pokazal, tale vlog se bo kar sam naredil. Toliko je enih zanimivih reči, toliko je vsebine, pa tudi toliko je ene zgodovine. Pa pričakovan tudi. Gizmo, pridem bod. Aha, vse živo se tle dal pere, lej. A ja, avto sem ti hotel pokazati. Eden od tistih dveh rdečih, a uganaš kater? Honda Civic nove generacije. Stari Honda pa res nismo imeli velikrat v vlogu, ne? Honda Civic. Ok, zdaj pa se tudi vam zdi, da bi bil po dolgem času že spet čas za ene klasično sladko-kisle. A smo za? Jaz sem za. Ker imam 5 sladkih, pa imam tudi 3 kisle. Prva sladka je pravzaprav kompliment Hondi na splošno kot znamki. Gledaš 11. generacijo Civica in prva sladka ne more biti drugega kot doslednost. Da ti speleš 11 generacij, mimogrede ta prvi Civic je prišel leta 1972, a veš, kje je to? To je 9 let, preden sem se jaz prvič puscal v plenice. In praktično ves ta čas je bil Civic globalen avto, uspešen, praktično povsod po svetu. Da ne govorimo o tem, kakšna športna ikona je recimo Type R. In v vsem tem času Civic nikoli ni izgubil status zelo vzdržljivega, zanesljivega avtomobila. In če odštejemo tisti oblikovni šok, za katerega je Civic poskrbel tam 2005, se spomniš, tisti je bil ves vesoljski, kakšnih hudih pretresov skozi celotno življenjsko dobo ni doživel. To veliko šteje. Druga sladka, dizajn. Veš, zdaj tukaj namenoma nisem rekel oblika karoserije. Predvsem moram biti zdaj zelo iskren, ne? Razlog, da obliko karoserije nisem dal med kisle, je samo zato, ker imam jaz za Civica en tak hud soft spot že malo odkar pomnim. Odkar so me začeli zanimati avtomobili. Sergej Blažič, moj sošolc, so imeli Civica doma 1.6 VTI, pa sem pa prvič spoznal, kaj to pomeni. Kaj to pomeni zelo močen motor, zelo lahkem avtomobilu, to je bilo noro. Kar se pa splošnih linij karoserij tiče, meni se recimo zdi, da gre za eno tako jasno odsotnost privlačnih potez. Jo je pa recimo zanimivo pogledati z boka, ne? Načeloma gre za kombi limuzino, ampak je zadek tako hecen pada, da imaš občutek, da ni ne teč, ne mš. Celo če jo z enega kota tukaj pogledaš oddaleč, pa če nisi prej videl od blizu, imaš lahko na hiter feeling, da gre za limuzino, lej. To. Vidiš, ko se je od ozadij približaš, se ne veš, čakaj, je to limo ali hatchback? Evo pa da ne boš rekel, da ti je nisem temeljito pokazal še od zadaj, to se pravi padajoča streha, pa razmeroma nizek je Civic, ne? Svetlobno telo, ki se razteza čez celoten zadek, pa tukaj mal nakazan tale difuzor, ampak to je res sam nakazan. Je pa Civic razmeroma dolg, 455 cm, pa zelo dolga medosna, kar pol vpliva na prostor, pa na uporabnost. V dobrem smislu, ampak nismo še tam, pojmo naprej. A veš, sem rekel druga sladka, dizajn, ampak dizajn ni samo na kakšen način je Honda upognila karoserijo. Dizajn je še marsikaj drugega. Recimo kokpit. A veš, kokpit je v totalnem nasprotju, kar smo gledali zadnjih, švoh 20 let, podvržen minimalizmu prej kot čemurkoli drugemu. Veš, tukaj znotraj, ko pogledaš armaturno ploščo in vse komponente, pa merilnike, stikala, gre za velik preskok nazaj k klasiki. Prejšnja generacija Civica je bila tukaj noter, mislim, taka svaštarnica. Se meni je bilo všeč, ker jo je to delal več kot ekscentrično. In v tem pogledu me Civic malo spominja na sodobne Mazde. Dej prosim lepo, vrš oko na tole linijo. Vidiš ta klasičen honeycomb, niti ne vem kakšen je material, ampak deluje zelo fajn, deluje kakovostno in vanj so potem integrirani tudi zračniki oziroma odprtine za zrak, ki jih upravljaš s takim pedekom in meni se tole zdi vrhunsko, zgleda dobro, je mega uporabno, intuitivno, pa tudi sicer se vidi, da Honda tukaj noter ni komplicirala, vse skupaj je zelo preprost, poglej. Uporabnost, pridemo do vmesnika malo pozneje, je na visokem nivoju. Všeč mi je recimo že sam ta detalj, na kakšen način je integrirano tole stikalo za vklop vseh 4 smernih utripalk, pa klasična stikala za klimatsko napravo, piano plastik je sicer razmeroma velik, gre za en tak pas, ki se razteza čez 3/4 kabine, pa tukaj spodaj odlagališče, ki ga lahko izkoristiš za brezžično polnjenje telefona, USB-C x2, pa še 12-voltni priključek, pa potem sredinski greben. Ok, tukaj pridemo do ene stvari, na katere se nisem mogel navaditi. Zdaj ne bom je dal med kisle, ne? Ampak meni je ful hecen, namreč, če hočeš iti naprej, moraš
pritisniti D, zato da prestaviš v drive, logično. To narediš tako, da pritisneš tale gumb. Simple. Rikverc! No, tukaj prijemo pol do tistega, ki se nisem mogel navaditi. Pri avtomobilih, ko uporabljajo ročice, pa tiste te mehne, te popularne, te nizke pizdeke, da ti se odločaš, a boš šel naprej ali nazaj, ko hočeš prestaviti vzvratno, je pri vseh ostalih tako, kakor jaz spomnim, da moraš prestaviti nekaj navzgor, da moraš potisniti tja, proti mašini, naprej. Ker ni intuitivno, ker ti, ko daš v rikverc, hočeš iti nazaj, ampak, a veš, kaj hočem reči? In tukaj, če želiš dati vzvratno, moraš dati prstek sem in potisniti v rikverc. Logično, sam ni logično, zato ker pač smo drugačno navajeni. In je težko spremeniti, jaz avto že kar nekaj časa vozim, pa sem še vedno kva že. Pa pol tukaj izbira voznih programov. Volanski obroč, digitalna instrumentna plošča, preprosti merilniki, to mi je všeč, ker to pač zrcali oziroma lepo dopolnjuje sliko celotne kabine. Nekaj malega piano plastike še na vratih, ampak če ta rata prašna te niti ne moti, ker ni v tvojem vidnem polju. Medtem ko tale pas, ne, ta je pa one hell of a, recimo tretja volanska prečka tukaj spodaj, ne, vidiš prah. Ok, vmesnik, preverimo, kako je z odzivnostjo. Veš, kaj hočem reči? Nekateri pomiki so recimo dobri, pa hipni, za ene stvari si mal preveč časa vzame. Načeloma je pa vse skupaj zelo fajn, je, preprost je. Poglej, velika digitalna stikala, lahko si recimo ogledaš pretok energije. Ok, pojmo naprej. Vse stvari, ki jih moraš vedeti, a pa se jih moraš naučiti, so zelo lepo razložene. Mislim, vsak butl se bo z tega takoj znajdu. Nastavitve vozila, nastavitev sistema pomoč vozniku. Pa imaš pa kle ogromnih reči, vklope, izklope varnostnih sistemov in tako naprej. Seveda lahko z vsem upravljaš tudi s pomočjo levega modula digitalne instrumentne plošče in stikal tukaj na levi prečki oziroma samo s pomočjo tele tipke Home, s katero potrjuješ, pa tega vrtljivega stikala, do katerega se pol vrnemo pri kislih. Pa kle pri vmesniku vam še eno reč, ki bi bila zrela za kisle, ampak dobro, ne bodno toliko pikolovski, sam meni je to toliko hecen. Veš namreč, kad ti zbiraš vozne programe, tako na zelo preprost pa intuitiven način. Zdaj pa tale grafika, ne, to je tisti individual program, kjer prilagodiš komponente sebi v prid. Ta mi recimo zgleda full cool, ampak pojmo pa v športno, pa običajno, pa economy. Mislim, tole se mi pa zdi, da bi nekdo doma malo tako na hiter skupaj zmetel, pa tako, ne vem, malo je taka amaterska se mi zdi. Tudi na ta način ta Civic sem pa kaj malo preseneten, ampak se to je tako, nič ni narobe. Je pa malo hecno. Tretja sladka, zagotov uporabnost in prostor. Prej sem omenil, dobre 4 metre pa pol dolžine, 2,7 pa drobiš dolgo med osje. Veš, kaj to pomeni za kabino? Civic je vedno slovel kot prostoren avto, tudi tukaj ga je velik v obeh delih kabine, spredi in zadnji. Ne glede na to, da streha pada, je prostora tukaj razmeroma velik. Položaj sedenja v drugi vrsti je, kaj pa jaz vem, v redu, I guess. Moram priznati, da se tukaj nisem pelil praktično nič. Tako da, če ima kdo že izkušnje, dajte se oglasiti. Gledam klej cenik, bomo to na koncu, prav. Gremo mi pogledati kufer. A veš, kaj sem se spomnil, stari? Tega pa nisem prevedel, to bi moral pa takoj narediti. A veš, kaj je Civic vedno znal? Dvigant sedalni del druge vrste, da si potem tukaj noter praktično na nek način ustvaril nenormalno velik plac za prevažanje praktično česarkoli, da ne rečem slona. Se je pa Honda temu odrekla in šla v čisto klasiko, torej ta del je fiksen, ne gre nikamor. S kufrom je pa tako, ne? Kar boš zagledal je, per, bomo umaknili, zdaj le to samo malo. Prevzame Ciril Komotar, piše. En platon 0, pa en platon navadnega. Dostopnost prtljažnika je nič manj kot vzorna, ogromna luknja. Poden ni poravnan, ves čas imaš na voljo vse litre, ki so razpoložljivi. Pridemo pol do pogonskega sklopa, mimogrede na voljo je samo hibrid in tudi zato kufer podna ne more biti raven in ima tukaj v skrajno zadnjem delu eno tako stopnico. Sicer pa, kje smo ostali? 410 litrov, kar se mi zdi, da je malo več od povprečja segmenta, pa en tak zelo zanimiv način prekrivanja vsebine s tole ročko. Vidiš, to mi je recimo všeč, zelo uporabno, intuitivno, ne zavzame veliko prostora. In če se sprašuješ, zakaj pa to tako tanko je pismo, a ne bo folk videl kufer? Ne, ker je oblika karoserije taka, da ga že v osnovi preprečuje, plus tale polička, ki je tudi iz blaga, preprečuje, da bi se karkoli videl. A vidiš? Pa tudi to seveda lahko zlahka odstraniš, poglej. Takole, pa takole. Zelo lahka, malo prostora zasede, lahko je daš praktično kamorkoli tudi stvari na njo odlagaš, ker je čist tanka in ne moreš nič pokvariti. Evo, to je to. Par sekund, pa imaš kufer porihtan. Sedež je pa podreš lahko dvotretinsko, placa je pa pol koliko za Jurija, 300 litrov, a sem malo preveč povedal. Per nazaj. Njim grede 0,0, ko voziš, ne?
Mega sred, orka Madonna. Problem tistih ali pa vseh vas, ki kritizirate 0,0 je v tem, da prvič, a ga še niste probali, ali pa drugič pričakujete enako okus kot pri navadnem laškem. To je drug per. Jaz pa recimo veliko vozim, per imam pa rad. Ne morem pa per piti pa voziti. Ajde, gremo naprej. Četrta sladka, vozne lastnosti. Ampak najprej je treba eno stvar takoj razčistiti. Civic, to je pa zdaj delikatna stvar. Veš, en dan sem se pripeljal domov in 100 metrov pred blokom v Mariboru se je nasprot pripeljal nekdo s prejšnjo, 10. generacijo. Pa sem mu po blendu, dec mi je pisal na Instagramu, pa sem rekel, ja, imaš ti zvečer po ene pol 10 cajt? Se je v glasu je pripeljal svojega Civica, zato da sem lahko par stvari primerjal. Potem sem ga pa prosil, če greva lahko en krog, da sem malo samplu obnovil vtise s prejšnjo generacijo in sem se pa zelo hitro nekaj spomnil. Prejšnji Civic je kazal veliko več veselja za tako imenovani turn-in. Feeling lahkotnosti, pa te vozniške ostrine je pri prejšnji generaciji veliko bolj izrazit. Čak malo, Cirila, hočeš reči, da nov Civic ni toliko športen? Zdaj, športnost je tak zelo širok pojem, ne? Prvič, športne gume 235, 40, 18 grabijo k svina in avto se krasno usede v vink, zelo dobro drži smer, ampak prejšnja generacija je bila vseeno veliko bolj lahkotna. Imel si feeling, da je avto, ne vem, 200 kg lažji. Nisem šel niti primerjati mase. Vem, da je ta hibrid, vem, da je težji, vse jasno. Hočem sam reči, da ta avto je tudi športen, mislim, zna biti dobro drži smer, ampak tisto, ki me pa moti, da krmiljenje pa vseeno ni tako... Ma ni tako živahen, no. Pač za voljo neke širše uporabnosti je Civic zgubil majčken tiste ostrine, ki je bila zanj toliko dolg časa toliko značilna. Še vedno se pelje odlično. Podvozje je poštiman v nulo, to moram priznati. Pravzaprav Civica uvrščam tja v vrh segmenta, ki pride do prijetne vozne izkušnje. Okej. Prva kisla, obračalen krog, ne vem koliko je, številk ne poznam, ampak je pa veliko prevelik. Druga kisla, ta je šla samo meni na jetra, mogoče nihče niti opazil ne bo. Ampak leva volanska prečka, vrtljivo stikalo, s katerim nadzoruješ oziroma urejaš vse skupaj, kar se tam le dogaja, ogromnih stvari, ki so povezane z avtom, z njegovim delovanjem, nastavitve in tako naprej. Poglej, to je točno tale tipka tukaj. Pa vidiš, z nos se na tak zelo preprost način pomikaš gor pa dol po tem potovalnem računalniku oziroma po vseh stvarih, ki jih lahko nastavljaš, ali si pa recimo ogleduješ Powerflow. In ta tipka mene moti samo zato, ker je tako preklet mehna, da nisem nikoli imel občutka, da sem jo obvladal suvereno. Vedno sem imel feeling, da moram biti mega preveč natančen, pa preveč energije vložiti v to, da bom lahko uporabil to stikalo tako, kot pač se zagre. Če bi bil pikico večji, bi bilo meni tole veliko lažje delati. Pa nimam nekih čevapastih prstov. Ajde, mogoče malo. Gremo naprej. Tretja kisla, cena. Lej, Slovenija je cenovno zelo občutljiv trg in se mi zdi, da je pol tudi neka taka zelo upravičena kisla. Tale avto za mano, recimo Honda Civic Hybrid 2.0 Sport, košta, čak sem malo, cena osnovnega modela 35 490, cena razstavljenega modela 36 080. Se mislim ti pol Honda da nek popust ob nakupu, koliko je že 2 jurja, se ne vem točno. Veš, on tip, ki mi je pripeljal za sprobati njegovega Civica. Je rekel, čuješ, jaz sem svojega kupil 2019 za 25 jurjev. In ta isti tip si je zdaj kupil, naročil ga že čaka skoraj en let, ta novega Civica. In je rekel, no, za onega sem dal 25, za tega dal pa 35. Razume, da je to hibrid, da dobiš nekaj, kar prej pač nisi mogel. Razume, da imaš avtomatski menjalnik. Razume, da je avto že v osnovi zelo dobro založen z opremo, z varnostnimi elementi. Razume ves tehnološki napredek, ampak 10 jurjev je pa 10 jurjev. Vse, da se razumemo, ne začne se pri 35 jurjih, samo. To se pravi, vsi so hibridi, oprema Elegance je 31 990, 32 jurjev. Stisnem pauzo, preber, poglej. A gremo reči na peto sladko. Peta sladka, učinkovitost, poraba, celoten pogonski sklop je majka. Poglej, pod pokrovom motorja je 2-litrski bencinar 4 valdi Valda, deluje po principu Atkinsonovega cikla. Pomagamo elektromotor 135 kW, svojo energijo ima pa shranjeno v litij-ionski bateriji. A ja, pa pogon je speljan na sprednja kolesa, mimogrede, res hude feltne, menjalnik pa ni klasično avtomatski, ampak je CVT. Se mašino ti lahko tudi pokažem, ne. Se veliko zavideti ni, poglej, takole v osnovi izgleda sklop, torej na levi strani bencinar,
primer, priklopljen mu je elektromotor. In motorju je seveda, ker gre za hibrida, zaupana dvojna vloga. Zdaj prva, ne pa druga, je to, da deluje kot generator električne energije. Druga je pa seveda to, da tudi ta sam od sebe prenaša navor na sprednjo os. Zdaj to, da je njegova primarna naloga, da deluje kot generator in se potem ustvarja pogon na tak način, to ni revolucionarno, ampak to razmerje, šele pol nad višjimi hitrostmi, mislim, da na 70-80 km/h, pol postane on primarni dobavljalec navora za kolesa. Seveda se to dogaja v primeru, da je vožnja primarno defenzivna. Če ti tolčeš po gasu, pa hočeš izvabiti vso športnost iz podvozja, bo valjda delal vse za to, da boš mu ti več moči na kolesi. Veš, v tehničnem smislu gre za precej edinstven pristop in se mi zdi, da bi lahko samo o motorju in prenosu govoril cel vlog. Tako da bom zdaj malo nehal komplicirati in povedal samo to. Mene je zveznost delovanja vseh komponent pogonskega sklopa navdušila. Linearna dostava navora, odzivnost, na kakšen način se komponente in motor pa štrom dopolnjujejo. Jaz moram priznati, da se mi zdi to največja prednost tega avtomobila, kako se skupaj deluje. V bistvu ga v tem pogledu sploh ne morem prehvaliti. To je prvi hibriden sistem v nekih bolj normalnih, dostopnih avtih, ki se po učinkovitosti, po odzivnosti do porabe sploh še prišli nismo, lahko primerja s Toyotinim. To je moje mnenje. Poraba pa, stari, ne glede na to, koliko sem ga tepel, ko sem delal med 5 pa 6 litrov. Avtocesta ni problem, 5,6. Če ga bo šel izrabljati, če bo še rekel, aha, Sivi, greva zdaj midva, ne vem, na Rakitno, se vseeno. Ok, to je logično, bo poraba višja, ampak normalna vožnja, pa ne rabiš niti več paziti na to, kako se boš peljal 5-6 litrov. Ma 6 litrov, to sem ti že preveč povedal. In to je približno to. Kva, dajmo haubo dol, takole. Evo ga. No, tako folk, jaz mislim, da smo s Civicom zaključili. Verjamem, da se bo vsul komentarjev na obliko, na sklop, na to, kaj vi mislite. In to je to čisto prav. Folk, lepo se imejte. Ajde.